Svetnikom na ti. Svetnikom na ti. Razmišljanje Gregorja Čušina. Ljubi moj sveti Pavlin, ti pa si svetnik, ki bi ga bilo vredno in nemara celo potrebno zbuditi iz nebeške dremavosti in poklicati nazaj na zemljo, iz svetosti v našo svetnost, iz nebeškega Jeruzalema v našo tožno dolino šentflorjansko. Res bi bil vesel, ko bi mogel prestol, ki ti pripada v nebesih, zamenjati za fotelj nedeljskega intervjuja ali vsaj stol ob kaki okrogli mizi, da bi razložil, kako je bilo, kako ti je uspelo. Kako ti je uspelo to, kar berem zapisano v tvojem življenjepisu, da gre tvojemu načrtu in metodi pripisovati, da se je krščanska vera brez odpora razširila po vsej slovenski zemlji. Res? Je mogoče, da smo današnji Slovenci 21. stoletja, ki nas moti že cerkveno zvonjenje, potomci teh Slovencev iz 8. stoletja, ki so brez odpora sprejeli krščansko vero? Je mogoče, da nas Slovence, ki bi radi z zakonom prepovedali krščevanje otrok, druži skupen gen Slovenci, ki so se brez odpora pustili krstiti? Res me zanima, kaj bi povedal. Kakšen je bil tvoj načrt? Kakšna je bila tvoja metoda? Še bolj pa me zanima, ljubi moj sveti Pavlin, če bi si upal znova poskusiti. Bi si upal svoj naziv apostola Slovencev postaviti na preizkušnjo, znova preizkusiti metodo. No, povem ti, da če ti uspe današnje Slovence pripraviti, da bi karkoli, kaj šele karkoli pametnega in koristnega storili in sprejeli brez odpora, morda vsaj z neko parlamentarno večino, če ne gre drugače, ali da bi svoj odpor izrazili na miren, kulturen in argumentiran način, no, to bi bil res čudež. Pa imam v mislih zgolj to, da bi Slovence pripravil, da bi osvojili pravilno uporabo krožišč ali spletnega bontona, kje daleč na seznamu je šele vera. Vem, da so časi drugi, drugačni, da se spreminjajo, da se svet vrti naprej, a kri le ni voda. A je skozi zgodovino kri tekla v potokih, tudi Slovenci smo je prelili precej. In morda je zaradi ideoloških transfuzij, ki smo jih bili v želji po preživetju deležni, prišlo do preobrazbe, ki nas od naših prednikov ločuje do neprepoznavnosti. Ljubi moj sveti Pavlin, kakorkoli že, bil si in še ostajaš apostol Slovencev, kakršnikoli smo bili in kakršnikoli smo postali. Obilo žegna za tvoj god, pa nam ga vrni in izlij na nas. Gregor.